Lepo pozdravljeni zopet v novem vlogu. Evo nas, zadnji cajt mečken manj snimamo, zato ker v bistvu obveznosti za faks onemogočajo kako delo doma, pa ko prijem domov je pa že tema. Tako da v bistvu sam tista sprotna pravila se dogajajo trenutno. Danes sem pa celo dan doma, tako da pred nami je pa tudi vikend. Tako da v bistvu se bo nekaj dogajalo. In kaj se bo dogajalo? Zdaj, ko naredimo štalj, bomo s fotro menjala zajlo na pehalih. Preventivno, ni se strgala ali pa kaj, ampak je že v bistvu dosti obrabljena, tako da bomo to zamenjali. To naredimo, pa se pa lotimo enega tega manjšega projekta, ko bo zelo zanimiv. Sicer ni neposredno povezan s kmetijstvom, ampak bomo obnavljali kuhno, tako da smo malo razbijali, malo menjali ploščice, elemente, tako da bo zanimivo, bo kaj za posnet. Pa še kaj, če pride vmesno. V glavnem je pa to, pravimo nekaj narediti produktivnega v teh kratkih dnevih, tako da ja, akcija. Pa sama zadeva krmljenja tukaj na tem trosilci me je kar presenetila. Mislil sem, da bo v bistvu več krme šlo v nič, ampak načeloma kar lepo pobirajo, no. Tudi spucajo čisto, jaz jim sicer mečkem popravim enkrat na dan, ampak ja, super zadeva, zaenkrat funkcionira, telice so zadovoljne, jaz pa tudi. Drugače pa ne poudarim, da sem presenečen nad porabo slame, ki je kar zelo visoka za nastiljenje. Gre se pa zaradi tega, ker so itak polne kapacitete v hlevu že od oktobra in pa v bistvu tudi na račun tega, ker je zelo vlažno, visoka vlaga v zraku del cajta in to vpliva po moje poraba slame krat 2. Tako da še ta zadeva. Zdaj sicer, ko je bilo bolj hladno, pa to je bilo manj porabe, ampak zdaj se pa nazaj vrnilo deževje, pa okoli 5 do 10 stopinj, tako da se spet poraba povečala. Porabili smo pa dobro tretjino, tako da računam, da bo nekako šlo skozi, bi rekel, to zimsko sezono, pa upamo na čim prejšnjo pašo drugo leto. Tako kot sem že prej omenil, je bilo kar pestro zadnja 2 tedna, več stvari se je dogajalo, predvsem nekaj par sestankov, pa predavanja, pa v bistvu tudi ena zanimivost. Ko sem posnel par kratkih odlomkov, no, smo pa imeli eno snemanje za Zadružno zvezo Slovenije, so me povabili v sodelovanje in sem v bistvu sodeloval v promocijskem videu, ki bo tudi verjetno kmalu na voljo za ogled. Je bilo pa zanimivo, tudi snemali smo v bistvu pri gostilni Repovž, ko je tako kar znana gostilna v naših koncih. Potem pa v bistvu smo snemali tudi še na naši kmetiji. Bil je pa tudi z nami Filip Flisar, mogoče ga ni poznate, kot smučarja v mlajših letih. Tako da ja, no, je bilo zanimivo, pa si pogledamo kratki odlomek. Danes nas čaka nekaj zanimivega, pestrega, kar še nismo doživeli. In sicer zdaj se odpravljamo v gostilno pri Repovžu, kjer bomo v bistvu začeli snemanje, se pravi enega projekta, ki ga ima Zadružna zveza Slovenije. Gre se pa v bistvu za promocijo zadrug, podeželja, kmetij. Tako da gremo gor pa da vidimo, kaj nas tam čaka. Tako, ko sem prišel v gostilno pri Repovž, je tam čakala že cela ekipa. V bistvu se je dogajalo noro v kuhinji. Jaz sem pa v bistvu posnel sam mečken, kar se tiče gostilne. Nisem nekaj pretiraval, ker bo v bistvu video predstavlja Zadružna zveza Slovenije, tako da bo v bistvu tam bolj podrobno vse skupaj opisan. Bila je pa zelo fajn ekipa, tako da nora izkušnja. Pojeli smo gosilo, potem smo se pa lotili v bistvu snemanja tudi na naši kmetiji, kjer je pa v bistvu bil glavna vloga Filip Flisar. Tako da bilo je zanimivo, ko bodo pa video objavili, vam ga bom pa seveda pokazal, tako da komi čakam.
gledalci, na hitro smo videli, kaj se dogaja na kmetiji. Dan se komaj začenja, bo še dolg in videli boste v nadaljevanju, kaj se bolj to dogaja. Kako grejo pridelki in izdelki od tu v zadruge in naprej do restauracij, na vaše krožnike, kjer lahko na koncu dneva zaužijete nekaj odličnega. Tako, evo ga, po celodnevnem snemanju smo v bistvu zaključili pri nas v hlevu. Bil je pa tudi ena zvezda je bila danes z nami in sicer Filip Flisar, pa najbolj dan kar on pove, kako se je počutil na naši kmetiji, pa kaj je v bistvu novega zvedel tukaj. Teda Filip. Dober dan, najdete me v hlevu, kamor spala. Bilo je fantastično, me je veselilo, da smo se spoznal sem nekaj novega, bilo je super in ljudje gledajte, ker bo absolutno zanimivo. Tako, evo ga, še z vidika glavne zvezde našega snemanja današnjega. Tako da ja, meni je tudi čas, da sem te spoznal, živo. Tako da, ko sem bil še mali, sem te ful spremljal. No, mi dosti pomeni, ja. Ok, lep pozdrav, to je to za danes. Ajde ga. Servus. Smo že nazaj v štali. Bilo je pestro zanimivo, predvsem pa neka nova izkušnja, ko je prej še nekaj takega še nisem imel. Tako da ja, zdaj pa moramo še te krave poterati na zvišče, da zaključimo z možo, pa naprej. Zjutraj in zvečer po molži se raztrosi še zrezana slama, zdrobljena, ki jo pripravimo v bistvu mešalni prikolici. Potem pa tako en škafek zjutraj, en škafek zvečer, lepo potrosi po ležalnih boksih, tukaj da opija to vlago, da imajo krave suhe ležišče. Imamo pa tudi eno novo članico. En dan oziroma 2 dni nazaj se je povrgla telička, tako da še eden več v čredi. Tako je, začeli bomo zmenjavo zajle. Zgodilo se je to, da je točno zdaj počla, tako da se nam je v bistvu posrečilo. Smo dali pa tukaj ven kolut, spucamo tole zadevo, tam čez gre pa bolj se preko se navije, tako da gremo v akcijo, to spucamo, pa bomo šli naprej. Tako, evo ga, poteka menjava zajle. Zdaj smo glihkar zagnala prvo zamenjeno tretjino, bomo pa še 2 tretjine, bomo pa videli, kako bo šlo. Tako poteka druga tretjina menjave zajle, ki je med obema pehaloma, se pravi jih povezuje. Smo pa v bistvu celo zajlo ven potegnila, čez dvorišče, razmerila, odrezala novo in v bistvu napeljala čez vse jaške. Bom pokazal, je kar tak grd posel, ampak nekako je uspelo zdaj potegniti skupaj čez. Prepnemo še na oba pehala, na enem je že, na še enega. Pa je to to, no. Zadnjo tretjino bomo pa pustili, ker ni še tako obrabljena, imamo pa v rezervi kolut, če bo treba menjati. Tako, menjava uspešna, zdaj pa smo še pogledamo, če vse funkcionira, pa je v bistvu to, pospravimo, pa
zmaga. Edino moja punca ne bo glih navdušena, kaj mi bojo roke še smrdele par dni. Ampak boljš vsaj s tem rokavicam, ko bo brez, ne. Prišlo je tudi čist do konca, tako da vidimo, da je to odlično. Prej malo manjka, zaradi tega smo že štukali vmes zajlo in je v bistvu bila predolga in ni prišel ta do konca, zdaj pa vidim, da je tukaj perfektno. Bomo videli pa kak je na uni strani, ampak mislim, da če je ta ok, je tudi tisto ok, tako da po moje super. Strava zgleda direkt za pranje.